Gospod Rus, danes remi proti eni težki ekipi, težek teren, 0-0 na koncu. Kako ste vi doživeli današnje srečanje? Ja, tako kot ste že omenili, tekma je bila izredno težka na precej razmočenem igrišču, tako da so imeli igralci veliko težav za to, da so sploh lahko normalno odigrali tekmo. Bil bi nepošten, če bi rekel, da nisem zadovoljen z igro svojih igralcev, mogoče malo manj z rezultatom. Želeli smo si zmage, ustvarili smo si precej priložnosti, vendar je po drugi strani potrebno poudariti, da smo praktično večji del tekme igrali na nasprotnikovi polovici. Nasprotnik je igral zgoščeno na svoji polovici pred svojim kazenskim prostorom s praktično 10 igralci in tu seveda potrebujemo kar nekaj sposobnosti v igri 1-1, kjer pa danes nismo mogoče izkoristili vsega tistega potenciala, ki ga naši igralci imajo. Kljub temu seveda mislim, da na takšen način dela in razmišljanja, kot ga prikazuje sedaj, lahko ti igralci in seveda tudi naše moštvo še veliko napreduje. Rekli ste, da niste zadovoljni, igra ni stekla, kar je tudi posledica bržkone slabega terena, ampak precej napačnih oddaj žoge je bilo, predvsem recimo v prvem polčasu. Ja, seveda, tukaj je težko igrišče, spremenjeni pogoji, hitra žoga, vsaka ne prava podaja, mogoče malo manj točna podaja predstavlja težave za igralce, ker seveda ne morejo odreagirati, ker se težko obrnejo, težko se spremenijo svoj položaj na igrišču in seveda to posledično pomeni tudi, da imajo težave pri sprejemanju, pri oddajanju žoge in seveda tudi pri nenazadnje zaključnih akcijah, kjer se je pokazalo, da bi morebiti v boljših, normalnejših pogojih mogoče bili bolj koncentrirani in lažje iz kakšnih od teh priložnosti tudi zadeli. Ampak še enkrat, ne da nisem toliko zadovoljen z igro, bom rekel, z igro sem relativno zadovoljen. Še enkrat, to mlado moštvo je pokazalo neko kvaliteto, namreč odigrati še enkrat večji del tekme na nasprotnikovi polovici in nasprotniku ne dopustiti veliko priložnosti je za takšno, predvsem neizkušeno moštvo, kar velik dosežek. Manj sem zadovoljen mogoče z rezultatom. Še enkrat, želeli smo si zmage. Časa za počitka pravzaprav ne bo, kajti že v torek vas čaka ravno na tem stadionu tekma proti aktualnemu prvaku, proti Mariboru. Kaj lahko pričakujemo? Ja, jaz kar lahko obljubim seveda v svojem imenu in v imenu igralcev, da bomo poskušali s takšno borbeno, agresivno, disciplinirano igro se zoperstaviti tudi aktualnemu državnemu prvaku Mariboru. Za vami je težka tekma, težko gostovanje, na koncu izid 0-0, verjetno ste kar zadovoljni s tole točko. No, glede na to, v kakšni situaciji se naše moštvo nahaja, glede na to, da v 11 oziroma 12 tekmah niso uspeli zmagati, mislim, da je danes naše moštvo pokazalo neko mentalno moč. Prepričan sem in da so tudi vsi gledalci videli, da je naša točka danes v Celju popolnoma zaslužena. V tem reprezentančnem odmoru, ki se na koncu izkazal za nekoliko daljšega, ste imeli priložnost poznati tudi nekoliko bolje vaše varovance. Kako vam gre sedaj? Dejstvo je, da smo mi res dobra 2 tedna skupaj, mi se še vedno spoznavamo. Vi veste, da se moštvo in igra ne ustvari v tednu, 2 ali v enem mesecu, vendar z odnosom fantov na treningu sem zadovoljen. Imamo precej kadrovskih težav, vendar iščemo prvo zmago. Danes nismo dobili zadetka, se pravi v 2 tekmah smo dobili samo en zadetek. Verjamem, da bomo tudi dočekali prvo zmago v naslednjih nekaj krogih. Kako se ponovno počutite spet na prvoligaški sceni? V končni fazi ste bili pred leti tudi trener v Celju. Po pravici, če vam povem, jaz vam lahko povem in sem prepričan, da je meni mesto v prvi slovenski nogometni ligi bilo že zdavnaj. Tokrat sem se vrnil, priložnost so mi dali v Aluminiju, z veseljem delam, profesionalno opravljam svoj posel in si želim seveda, da nekako dosežemo tiste cilje, ki jih imamo vsi skupaj. To pa se ve, mi želimo ostati v prvi slovenski nogometni ligi. Bo pa seveda to zelo težko. Ja, le še to, v sredo vas čaka tista tekma preložena iz minulega tedna proti Olimpiji, torej prva domača tekma. Kakšna napoved mogoče? Pa vsi vemo, da je Olimpija ob Mariboru naše najboljše moštvo. Imajo tehnično izredno podkovano ekipo, se pravi težko se bo jim zoperstaviti, vendar mi, tako kot sem vam rekel, iščemo prvo zmago. Prepričan sem, da jo bomo dočakali. Vsekakor bomo tudi poskušali Olimpiji zadati precejšnje težave in prepričan sem, da če se bomo skompletirali v teh 2-3 dneh, da Olimpiji nikakor ne bo lahko na našem igrišču.